Živijo, jaz sem Katarina in sem članica male improšole. Razmišljam pa, da bi postala igralka, kot Klemen Janežič. No, pa poglejmo, če bi mu lahko dal kakšen nasvet. Kaj ponavadi naročite igralci pred ali po predstavi v kavarni? Dobro vprašanje. Prej pojem nekaj malega v smislu kakšne banane, čistko za energijo, zeleni čaj, to imam zelo rad. Po predstavi pa, če je dobra predstava, si zaslužimo kakšno pivo, ne? Če pa ni, pa hitro domov, ne? Jaz sem improvizatorka. Moraš ti kaj improvizirati na odru? Tudi sam sem bil član improvizatorske skupine. Ko je predstava, če se zgodi kaj nepričakovanega, da nekdo pozabi priti na oder, oziroma ga ni, je potrebno zdaj nekaj narediti, ne? Se pa kdaj dela tudi predstave, ki bazirajo na tem, da igralci improviziramo in potem režiser recimo samo doda čustvo, doda prostor in potem mi dva probava kot soigralca, improvizatorja sestaviti, zgraditi nek prizor. Kako pa je, če se moraš kdaj poljubiti s kakšnim soigralcem ali pa soigralko, a je kaj zadrege? Sem nekako se kar že navadil tega. Res gre za neko profesionalno distanco do tega, res je, kot da bi nekomu roko stisnil. Tako da zdaj sem že navajen. Je pa seveda vedno znova, ko pride projekt in pride nekdo, s katerim še nisi, recimo, se poljubil nikoli in tako, je seveda vedno je malo se sram, pa nekaj malo tla gledamo, pa to, ampak to je vse del našega poklica. Kaj pa najraje počneš v prostem času? Se ukvarjam s športom in pa seveda filmi, glasba, druženje s prijatelji, konec koncev imam tudi dva nečaka. Tako da ja, zdaj, ker ne bo več snemanja, bo več tega, tako da komaj čakamo v bistvu. Tako je v drami, a že slavni Shakespeare je rekel: ves ta svet je oder in moški in ženske samo igralci. Adijo!